Pozdravljeni! Po prispevku, v katerem sem razlagal, kakšne so možne pasti napačne razlage najvišje končne hitrosti, me je kar nekaj izmed vas, gledalcev kanala Budget Way, kontaktiralo in spraševalo, kakšne so pa pravilne interpretacije različnih podatkov, katere imamo mi, navdušenci, na razpolago. In seveda enostavno vprašanje, katero zahteva bolj kompleksen odgovor, zato bom sestavil dva posebna prispevka. V prvem prispevku, tem, ki ga imate pred sabo, se bomo pogovarjali o razvoju bolida med dvema sezonama, to se pravi, gledali bomo isto ekipo v dveh različnih sezonah. V drugem prispevku, kateri sledi, bomo pa gledali različne bolide različnih ekip znotraj cele sezone. A kar začnimo s tem. Na začetku bi vas rad opozoril na dve veliki oviri, kateri sem srečal pri tej razlagi analiz. Namreč, prva ovira je tista, katera izhaja iz mojega osebnega znanja, katero še zdaleč ni na nivoju nekega podpovprečnega inženirja Formule 1. In druga velika ovira je pa dostopnost določenih podatkov, kateri še zdaleč niso na nivoju tistih, ki jih ima na razpolago prej citirani podpovprečni inženir Formule 1. A vseeno, s tistim, kar je dostopno vsem nam in z mojim osnovnim znanjem, mislim, da bomo prišli do nekih zanimivih zaključkov, kateri bodo, če ne drugega, neka iztočnica za razmišljanje. In danes, kot sem že omenil, se bomo ukvarjali z bolidom iste ekipe in razvojem med eno in drugo sezono, v katero smer je šlo, kakšna je interpretacija določenih številk. In začnimo na začetku z nekim enostavnim primerom. Vzamimo ekipo Mercedes, katera vemo, da ni naredila napak med sezono 2019 in 2020, katere koncept je ostal isti in na kateri lahko enostavno vidimo, v kako smer gre. Namreč o tem sem v preteklosti že napravil prispevek, katerega bližnjico seveda dobite v opisu, a rad bi poudaril, da v tistem prispevku sem postavil dva mejnika. Povedal sem, da na tistih progah, kateri ležijo konceptu Mercedesa dvojni V11, to se pravi proge, ki zahtevajo kar velik aerodinamičen oprijem, bo izboljšava kvalifikacijskega časa tam okrog 1,5%, če primerjamo sezono 2019 s sezono 2020. Na tistih progah, kjer koncept bolida ne leži, bo pa izboljšanje tam okrog 0,5%. In seveda, treba je biti pošteni, kajti izničiti moramo kar se da mnogo spremenljivk. Če vzamemo čas, ki so ga dosegli na veliki nagradi Belgije v sezoni 2019 in govorim za Lewisa Hamiltona, ter če ta čas primerjamo s tistim, ki so ga dosegli v sezoni 2020, zopet z Lewisom Hamiltonom, bomo videli, da se je ta izboljšal za neverjetna 2%, kar je daleč nad tistim, kar sem sam predvidel. A kot sem povedal, izničiti moramo kar se da veliko spremenljivk. Namreč v sezoni 2019 so imeli za stopnjo trše pnevmatike, zato ta primerjava ni prava. A pojdimo raje na veliko nagrado Italije. Tam je Lewis Hamilton dosegel tisti rekordni čas na prog. Namreč njegova povprečna hitrost je bila najvišja v celotni zgodovini Formule 1 do sedaj. No, za koliko je on izboljšal čas v primerjavi z lansko sezono, pnevmatike so bile iste in izboljšanje je bilo za samih 0,58%. Torej znotraj tistih mej, katere sem predvidel, in proga v Monzi, verjemite, ne leži konceptu Mercedesa. In ta 0,58% naj nam da samo neko idejo, kakšne malenkosti so potrebne v svetu Formule 1, da se lahko doseže fantastičen rezultat. In seveda, zdaj smo videli, da izjemno malo je potrebno, da se zgodijo velike spremembe,
A mislim, da vse nas zanima bolj, zakaj naprimer pri skuderiji Ferrari od sezone 2019 do 2020 ne vidimo napredka, temveč vidimo nazadovanje. Namreč, mnogi pišci govorijo o zmanjšanju moči pogonskega sklopa skuderije Ferrari in to opredeljujejo z zmanjšano končno hitrostjo. A če vzamemo neko maketo, tu pred sabo imam Ferrarija 640 iz leta 1989, moramo razumeti, da končna hitrost ni odvisna samo od moči pogonskega sklopa. Odvisna je naprimer od razmerja zobnikov v menjalniku, odvisna je od zračnega upora, odvisna je, naprimer, kot smo videli, lahko tudi od trdote pnevmatik, kajti z mehkejšimi pnevmatikami gre bolid lahko hitreje skozi ovinek in zato lepše pospešuje na ravnini. Seveda tudi nastavitve aerodinamike in mehanike so potrebne, ter še mnogo drugih spremenljivk je tukaj ključnih. Zato poglejmo, kako je izgledal krog Charlesa Leclerca na veliki nagradi Belgije v sezoni 2019 in 2020. Čeprav sem povedal na prejšnjem delu, da stvar ni primerljiva med seboj, bomo lahko opazili nekaj, kar bomo nato sledili pri veliki nagradi Italije. In res opažamo, da tista končna hitrost ni taka v sezoni 2020, kot je bila v sezoni 2019, kar bi na prvi pogled potrdilo tisto teorijo, katero so imeli mnogi pišci v tujih portalih. A če smo malce bolj natančni, bomo ugotovili, da po drugi strani lahko vidimo tudi višjo hitrost v tistih ovinkih, kar pa seveda lahko odpade tudi na mehkejšo pnevmatiko, kajti, kot sem povedal, gledamo kvalifikacijski krog. A po drugi strani moramo biti pozorni na nekaj. Hitrost bolida skuderije Ferrari SF1000 začne padati v primerjavi z SF90 tam od 250 km/h navzgor. In kaj lahko iz tega zaključimo? Najprej to, da zaradi različne mešanice pnevmatik ne moremo kar tako dobiti nekih jasnih odgovorov. A zanimivo je to, da pri 250 km se zadeva obrne. In mnogi bi lahko rekli, ja, na vrhu pogonski sklop nima moči. Bolidi Formule 1 imajo tisto zadevo imenovano menjalnik. In če pogledamo, kdaj preide pri menjalniku bolid SF1000 hitrost 250 km/h, je to v 6. prestavi, tam nekje na sredini. Torej, ko prestavi iz 6. v 7. in nato v 8. ni tako hiter, ampak pod tisto vrednostjo govorimo 1., 2., 3., 4., 5. in del 6. pa je zadeva primerljiva z prejšnjimi sezonami. Seveda, nimam podatkov, kako je razmerje zobnikov v menjalniku skuderije Ferrari, tako v sezoni 2019 kot v sezoni 2020. A stvar je zanimiva. Zato je, mislim, potrebno pogledati, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Italije v Monzi in zopet bomo gledali Charlesa Leclerca. Ta je bil v sezoni 2019 najhitrejši, v sezoni 2020 čez daleč ne. In kje je izgubil toliko časa? In zopet bomo videli, da v ovinkih je imel kar višjo izhodno hitrost, katera mu je pomagala seveda tudi pri pospeševanju. A tam na vrhu nad 250 km/h je izgubljal. Torej, bi lahko rekli, da je pogonski sklop tisti, ki je kriv za tako situacijo? Seveda, ukolikor bi pogonski sklop imel več moči, bi naprimer lahko lažje premagoval zračni upor. In sedaj pridemo do tiste točke, katera je zanimiva. Kako sploh računamo zračni upor? Da bi razumeli, zakaj je zračni upor tako pomemben in zakaj ga tolikokrat citiram v raznih prispevkih,
je najbolje, da si pogledamo, kako se to posplošeno sploh računa. In F1 Dictionary pravi, da je naslednja formula tista najbolj primerna za izračunanje zračnega upora, seveda celotnega bolida Formule 1. In gre za neko poenostavljeno verzijo, kajti bolid Formule 1 je aerodinamično izjemno kompleksna zadeva. Formula je tista enostavna, katera pravi, da zračni upor je ena polovica krat gostota zraka krat koeficient upora določenega bolida Formule 1 krat njegova čelna površina krat hitrost na kvadrat. In seveda sedaj nam je jasno, nad 250 km/h ta hitrost, katera gre na kvadrat, tako pomnoži ta zračni upor, da začne ta izjemno zavirati bolid Formule 1. In čeprav tukaj že kot zanimivost bi si kdo mislil, da bolid Formule 1 sploh nima visokega koeficienta upora. Piše v mnogih strokovnih člankih, da se koeficient upora bolida Formule 1 meri tam okrog 0,48, kar nam zopet ne pove dosti. A če pogledamo v vsakdanje življenje, kaj pomeni koeficient upora nekaj manjši od 0,5, bomo videli, da smo na nivoju avtobusa, ne osebnega avtomobila, temveč avtobusa. Spomnite se, mnogokrat sem pripomnil, da so odkrita kolesa bolida Formule 1 največji generator upora. Torej, videli smo, da lahko je zračni upor tisti, ki nad 250 km/h ali tam okrog povzroči tako visok zračen upor, da ta začne resno zavirati bolid Formule 1. In če pogledamo zanimivo, kako se je Charles Leclerc vozil skozi ovinek parabolika v sezoni 2019 in 2020, bomo videli zanimivo sliko. Namreč prvič v sezoni 2020 je skozi paraboliko šel bistveno hitreje, kar kaže na to, da bolid je imel več aerodinamičnega oprijema. Po drugi strani vidimo, da na začetku je tudi v sezoni 2020 bolje pospeševal, kar zopet kaže na to, da je imel bolid malce več oprijema. A problem je zopet nastal tam pri 250 km/h, kar naenkrat je njegovo pospeševanje se bistveno poslabšalo v primerjavi s tistim, kar smo videli leto poprej. Namreč težko verjamem, da pogonski sklop bolida Ferrari v letošnji sezoni se obnaša tako, kot kažejo grafi. Bolj se strinjam s tistimi teoretiki, kateri pravijo, da je šasija, da je aerodinamika tista glavna. In sedaj seveda je treba tudi razložiti, kje je nastala ta napaka, ki tako zavira letošnji Ferrari v primerjavi z lanskim. In seveda tu se moram vrniti na začetek tega prispevka, namreč nimam ne dovolj znanja, ne dovolj podatkov, da bi za sigurno rekel, glejte, to je to. A lahko špekuliram? Namreč, če pogledamo tiste vrednosti, ki jih je objavil William Toet za sezono 2009 in je nekako razdelil bolid Formule 1, kateri element generira aerodinamični oprijem in kateri element generira zračni upor, bomo videli, da ravno dno in difuzor je nekako na vrhuncu v obeh kategorijah. Seveda generira bistveno več aerodinamičnega oprijema kot zračnega upora. Ampak, če bi prišlo do neke napake, do nekega pretiravanja, recimo tam okrog difuzorja, bi bilo možno, da so dosegli več zračnega upora, kot so imeli načrtovanega aerodinamičnega oprijema, teoretiziram. Ampak, če pogledamo, kako je izgledal difuzor pri bolidu SF90 in ga primerjamo s tistim, ki ga vidimo na SF1000,
Mislim, da se vsi strinjamo, da tisti, ki ga vidimo na SF1000, je bistveno bolj sofisticiran, bistveno bolj kompleksen, ima bistveno več elementov. Žal, s prostim očesom, saj jaz ne morem oceniti aerodinamičnih lastnosti določenih elementov, a vidimo, da so kar nekaj truda vložili v ta element. In če to združimo s tistim, kar sem pokazal na raznih grafih, mi je meni logičen odgovor, da je prav tu okrog difuzorja tista šibka točka Ferrarija SF1000. Namreč, če pogledamo druge elemente bolida, bomo videli, da so si na las podobni med lansko in letošnjo sezono. A tega elementa mi v bistvu ne vidimo pogosto in zato je lahko tudi tu ta skrivnost neuspeha letošnjega Ferrarija. Marsikdo bo se kdaj rekel, da pač nimam prav in da bistvo slabe forme Ferrarija SF1000 je v tisti tehnični direktivi FIA, katera je točno določila, kako se meri pretok goriva. In seveda tisto zmanjšanje konjskih moči, katere navajajo marsikatere tuje revije, je tisti glavni razlog. A seveda, vsak je svoboden verjeti tistemu, kar hoče. Sam sem vam hotel samo prikazati, kako se lahko tudi interpretira določene podatke, kateri so dostopni vsem nam, seveda z našim osnovnim znanjem in z našimi osnovnimi podatki, do katerih imamo dostop. Sledil bo še drugi prispevek, kjer bomo pogledali znotraj iste sezone, kako se na podobnih primerih gleda določene stvari. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.